Na Instagramu smo že dobili vprašanje, kako boleče je tetoviranje od 1 do 10 in sicer z zelo posebno skalo. 1 je, če te nekdo rahlo ščipne, 10 je pa, če si zviješ gleženj. Kje smo zdaj pri tetoviranju? Če bi zelo generalno mogel nekako opredeliti, bi rekel, da ženske boste malenkost lažje razumele, z epilatorji, tisti, ki dlakce ven trgajo, približno taka bolečina je. Kar pomeni, da ženske nekako lažje prenesemo, verjetno za moške pa to približno, kot da si skoraj nogo zlomijo in jok in solze ali kako. Ja, definitivno ženske imate veliko večji prag bolečine. A ti je še kdaj kdo pobegnil? Ja, tudi to se je že zgodilo, samo se vsi vrnejo nazaj. Glede na to, da država dovoli, da se tetoviram že po 15. letu, zakaj ti ne dovoliš tega? Oziroma ti ne počneš tega? Zakonsko, če je nekaj omogočeno, še ne pomeni vedno, da je najbolj. Pri 17-18 letih ne veš niti, kaj bi oblekel, s kom se boš družil, kam se boš v šolo, na faksu pisal. Meni osebno, recimo pri teh letih sprejemati odločitve, ki dejansko bodo na naši koži celo naše življenje, je mogoče malo prerano. Tako da ja, se ustavljamo nekako pri 18 letih pa navzgor. Na Instagramu nas tudi sprašujejo, a lahko grem na krvodajalsko akcijo potem, ko se tetoviram, oziroma koliko časa moram počakati. Se nekaj pol leta po samem tetoviranju ne priporoča. Prvi razlog, recimo, če bi prišlo do kakšne okužbe pri nekih garažnih tetoverjih in podobno. Drugi bolj poglaviten je pa tisti, zato ker v času celjenja tatuja gor, tako kot pri katerikoli drugi poškodbi, naše telo proizvaja veliko več rdečih krvničk. A je tetoviranje strupeno za kožo? Ne, samo tetoviranje definitivno ni strupeno za kožo. Pigmenti, ki se uporabljajo pri tetoviranju, so kontrolirani že pri samem proizvajalcu, potem v Evropsko unijo, ko pride gor, pa potem še pri nas, dokler govorimo o profesionalnih pigmentih in materialih, ki se uporabljajo pri tetoviranju. A je kdo kdaj prišel z zatipkanim ali pa začrkanim tatujem oziroma tetovažo, da si mogel popraviti? Ja, definitivno se je že zgodilo. Tudi meni se je to že zgodilo dejansko. Zdaj, ko nekdo pride z nekim izrekom, nekim citatom v tujem jeziku, mogoče latinščina, španščina ali kaj takega gor. Jaz nažalost nisem nekdo, ki bi znal govoriti oziroma bil vešč v tujih jezikih, tako da za tisti prevod, ki je, odgovarjaš ti kot stranka sama. Ja, se je že dogajalo to. Dobili smo 2 vprašanji glede odstranjevanja tetovaž. Kaj pa, če se tetovaže naveličam, kaj lahko naredim potem? Drugo pa, a si lahko tetovažo odstranim? Če se nekdo pravilno odloči, pa gre po tem celem postopku konzultacije s tetoverjem, ko ugotovite, da je to primerno skupaj gor pa dol. Načeloma se ne naveličaš, če je to nekaj, kar si daš zato, ker si hočeš dati tatu, pa ne zaradi tega, ker je to moderno, pa ker je kul. Podoben, tako kot imaš kakšno lepotično piko na telesu, če te kdo upozori na njo, pa jo v ogledalu vidiš, da jo imaš, ampak na dnevni bazi ne porajtaš. Tako da tudi tatu ima tiste 2-3 mesece tisti faktor novitete gor, ki ga porajtaš, pa se gledaš pa vse, ampak pol čez čas mogoče rata del tebe, pa pozabiš na njega. V tistih redkih primerih, recimo, ko pa pride do tega, da bi tatu obžaloval, se napoti na lasersko odstranjevanje tatuja, mogoče kakšno terapijo 2, da bi tatu posvetlil, da ga lahko bolj uspešno prekrijemo. V zelo redkih primerih, seveda po posvetu z samim dermatologom, specialistom oziroma lepotnim kirurgom, mogoče celo obstaja, da bi se tatu v celoti odstranil. Mislim, da bi lahko kar generalno rekel, da tatu je irreverzibilna stvar, je nekaj, kar si daš gor in ne moreš odstraniti in tudi s takim mišljenjem se moraš odločiti za tatu. Verjetno, če te skrbi, da se boš tetovaže naveličal, potem nisi človek za tetovažo. Definitivno, če imaš kakršnekoli dvome, je mogoče, da se bolj ustaviš, malenkost premisliš, pa pustiš čas, da ideja zadiha, oziroma če je to res tisto, kar želiš imeti, tako sama odločitev pride sama od sebe. Zakaj se ljudje tetoviramo? Zdaj, če greva od ocija in v zgodovino nazaj, tetoviranje se je začelo bolj kot ne za identificiranje z posameznimi plemeni. Tako kot pa imamo danes recimo, fuzbal, ekipe imajo vsaka svoj dres, to se še danes dogaja definitivno. Zdaj danes pa mislim, da je to nek izraz individualnosti. Kako se ti odločiš za novo tetovažo? Tatuji na mojem telesu, ki jih imam gor, so izdelki, ki jih želim nositi, zato ker so izdelki neke osebe, nekega tetoverja, ki ga jaz spoštujem, pa karkoli pa mi mogoče sam tatu niti ne pomeni toliko veliko, kot bi recimo nekomu drugemu. Zbiraš umetniška dela? Definitivno zbiram umetniška dela, pa zbiram izdelke. Ja, tisti, ki so mi vzor, ki jih spoštujem in podobno. A obstajajo kakšni motivi ali pa napisi, ki jih tetover ne sme uporabljati? Ali
aplicirati na kožo. Ne more noben povedati tebi, kaj boš ti s svojim telesom počela. Definitivno pa pač so neke teme, ki se jih načeloma tetoverji skušamo izogibati, mogoče kakšni res sovražni, rasistični in podobni napisi, citati ali pa karkoli takega. A je mogoče fino, da se jaz tudi kaj pri zdravniku oglasim oziroma posvetujem, preden se grem tetovirati, ali ne more nič vplivati to na moje zdravje ali pa moje zdravstveno stanje, ni pomembno pred tem postopkom. Tetover tudi vprašal, če so mogoče kakršne koli zdravstvene težave, ki bi te utegnile pač ogrožati ali pa karkoli takega. Sistematske, ne vem, lupusne bolezni, avtoimune bolezni, ledvica, AIDS, HIV, dermatitis, luskavice. Mislim, ogromno je nekih stvari, kar vsak posameznik, če že odrašča pač z nekim stanjem celo svoje življenje, pač ve, da ima mogoče nekaj, kar bi utegnilo delati probleme, pa bo to tudi povedal na samem posvetu, ne. Kako postaneš tetover? Z vajeništvom, ja, definitivno z vajeništvom. Ne je pač potrebno, da ti nekdo pokaže, da te nekdo nauči, ne. Prvenstveno pa definitivno tatu mora biti narejen varno, mora biti narejen sterilno, v pogojih pač, ki ne bojo povzročale škode tvojemu zdravju. Ta del je najbolj zahtevan, pač ti sam končni izgled je tako stvar samega posameznika, pač skozi leta, ko razvija svoj stil. A zares vadite na svinjskih nogicah pa na pomarančah? Mogoče kakšne šale ali pa kaj takega so definitivno kakšne banane bile kdaj žrtev tetoverskih igel, ampak ne, načeloma ne. Obstajajo umetne kože, na katerih se lahko pač vadi. O tem, ko tvoj mentor, tutor, kako bi temu rekel, lahko oceni, da si ti dovolj sposoben, pa dovolj imaš znanja, da greš lahko dejansko na človeško kožo, se pač potem kaj premaknemo, ne. Ampak če bi pa nekdo meni rekel, jaz pa prvič tetoviram, a lahko na tebi, pa bila malo, kaj pa vem. Pač takrat, ko se nekdo premakne iz umetne kože, pač iz tistega obdobja vajeništva na dejansko kožo gor, pač so to vedno najbližji prijatelji, sorodniki in podobno, na kateri lahko pač oni povadijo, da vidijo pač tudi, kako se pocajta gor, ne. Podporno osebje. Seveda.